Tokrat me čakajo res zanimivi gostje. Skupaj z mano boste spoznali slovenske parašportnike in njihove morda še malo bolj skrite zgodbe. Gremo! Z mano je nekdo, ki na teden preteče tudi 150 km, pa mu kljub vsemu ne zmanjka energije, da osvoji še najvišji slovenski vrh. Sandiju Novaku ni težko spregovoriti o svoji tragični nesreči, v kateri je izgubil vid. Vsak dan dokazuje, da človek ne potrebuje oči, da v življenju najde novo pot, nove izzive in svojo novo srečo. Sandi, tvoja poškodba je nastala kot posledica nesreče na Fantovščini. Kaj točno se je zgodilo? Ja, zgodilo se je pač Fantovščina. In na Fantovščini pač imam običajen, da ta križ tam nese. Kot jaz smižar sem ta križ jaz izdelal in fant ga je tam nesel, pa na sredi poti je majhen umagal na en avtobusni postaji. In ta križ se je, bom rekel, naslonil na ta avtobusni postaji in jaz sem do njega prišel, pač imeli smo ga malo, pobivali smo in jaz sem ga sprejel luft in sem znak nazaj letel in posledično sem dobil udarc tle v glavo za nazaj, posledično sem se hotel obrati, je pa še za mano križ vrletel in jaz tega, to so mi prijatelji povedali, jaz tega spominja nimam, ker sem bil pa jaz 14-15 dni v umetni komi. Kako pa danes gledaš na ta dogodek? Kot na ogromno smolo ali se ti vseeno zdi, da je bilo nekaj tudi sreče zraven? Ta dogodek gledam tako z dveh strani, pač smola, ampak ga gledam pozitivno. Pač ne gledam ni tistih, če ne je bilo tega, ampak gledam naprej v svet. Ker če bi nazaj gledal, ne bi mogel živeti. Ampak gledam naprej pozitivno, ker probam iz tega najti pozitivne stvari. Kako pa si se takrat soočil s svojo invalidnostjo? Je bil del te poti tudi šport? Ja, rekel, ta del je bil šport tudi, da me je ven iz te tegobe, bom rekel, z tega brezna, kot naj rečem, ker sem bil v takmu položaju. Se jaz takrat, če nisem dobro zavedal, ampak nervozen, vzkipljiv, da me je pač en tek ali pa tudi ta energija sprostila, da sem se jaz lahko umiral, nek sprostil to energijo. Zgleda, da mi je dala novo pot v življenju. Svoj prvi maraton si pretekel v Ljubljani, potem pa so šli uspehi kar strmo navzgor. Kateri tebi osebno največ pomenijo? Ja, meni največ v bistvu tako, zdaj prvi mi največ pomeni, bom rekel tako, takrat, če zdaj gledam nazaj, ker še nisem vedel, da mi toliko uspel. Takrat sem jaz bil začetnik in mi ta prvi pomeni, da sem tudi zmorem pač nekaj, ker beseda ne zmoreš, ne obstaja. Takrat sem hotel sam sebi, da jaz tudi kaj zmorem prelaufati, to je bil ta prvi ljubljanski maraton, pa so šli pa samo uspehi gor, kakorkoli, tako nekako do olimpijskih iger, tako nekako, ampak zdaj tam je največ, imam pa različnih tako enih tam, največ mi pa olimpijske igre, ker sem bil takrat 8. na svetu na olimpijskih igrah in ta je tisti pač 8 biti na svetu mi mači kašelj, ker je športnik bo dobro vedel, koliko je to enega odreka, enega dela za tak rezultat, moraš imeti disciplino pa red, da hoče uspeti v temu posla, ako naj rečem temu delu. Vsekakor, ampak mogoče si marsikdo ne predstavlja, kako pa sploh izgleda tek slepih. Tek slepih poteka tako, sva sotekačen, sva kakorkoli nama najbolj, na uradnih tekmah ima določeno vrvico, drugače pa lahko navezana, lahko z elastiko, štrikam, kakorkoli, mora spremljevalec na vse, bom rekel, kar se dogaja ob progi, opozarjati. Ležeči policaj čez 10 metrov bo zavila desno ali pa prihteva po desni strani, kakorkoli. Ta cajt pa če greva na rezultat, da ima uro pod nadzorom, koliko hitro greva, da ima en tempo, kakorkoli, pa v support mi mora dajati, pa prvič mu moram jaz zaupati sotekača, da me on prav pelal, on mora biti 20% boljši od mene,
pa tle imam tudi jaz lahko kdaj smolo, sem jaz lahko še bolj pripravljen, ampak če mi sotekač se poškoduje ali pa jaz nimam rezultata, ne. Nisem jaz zmeraj sam od sebe lahko odvisen, ampak do sreč se zdaj še to ni naredilo, edino na enemu takemu maratonu, ki ni bil pomemben, se mi je sotekač poškodoval, ampak pa so nekako do cilja so zbrcali, sam nisem šla v avtizmu cajta in na cilju so se potem sprašvali, kje jaz hodim, ne. Sem mislil, kjer mu cajta bom, ampak tako pride v življenju, moraš vse sprejeti pozitivno. No, sodeluješ tudi z legendo slovenskega maratona Romanom Kejžarjem. Kaj konkretno te je pa recimo on naučil? Ja, on me je naučil, da ni, bom rekel, krajših poti. Bom rekel, ni tle bližnjic do enega maratona, bom rekel, ali pa do enega uspeha. Tle je delo, ampak moraš se pač tega dela delati in takrat tiste čase, kakorkoli je fajn, če se odrekaš, bom rekel, in sladkarijem, in temu, pač tistem paraboliškem, takrat moraš nekako, po tekmi si pa lahko 14 dni recimo majhen daš duška, pa da se regeneriraš, pa to je to tako drugače. Pa bom rekel, veliko izkušenj mi je dal, bom rekel, pa motivacije, kakorkoli tako, no. No, maraton je izredno naporna disciplina že sama po sebi na tekmovanjih. Kako poskrbiš, da je vmes dovolj tudi regeneracije? Koliko maratonov v enem letu sploh lahko pretečeš? Ja, zdaj maratonov bi jaz predlagal, zdaj čez maratonov, bom rekel, če greš na rezultat, tam bom rekel 2 na let, recimo. Lahko pa maratonov, recimo, lahko maraton vsak teden prelaufaš. Samo tisto sproščujoče 5 minut na kilometer, ne. Pač da ni ta tempo 4 ali pa 3,50 na kilometer. Da je 5 minut, da je sproščujoč, tistega lahko enega na teden bi lahko šel zlaufati. Zdaj tudi, recimo, kot trening, dolžina sem jaz laufal po 3 ure, pa 3 ure pa pol v nedeljo, vsako nedeljo, recimo 30 km plus gor, ker sem se pripravil za maraton. Samo ta počasen tek, ne. Jaz sem delal po 130-150 km na teden, ne. Sem tam že med treningom prelaufal toliko pa toliko maratona, ne. Samo recimo, bom rekel, 2 treninga na teden sta bila težka, drugi so bili pa taki iztekajoči, pač dopoldne 8, popoldne 8, to je bil regeneracijski trening. To, kde sem aktiven, samo da noge obračam. To je tako, da je regeneracija, počitek, regeneriral sem se pa po svojih pač najboljših močeh, s prehrano majhen, pa počitek, da nimaš še drugih dosti skrbi takih. No, kaj pa sicer v življenju, s čim si napolniš baterije, menda imaš kar nekaj hobijev? Ja, kar nekaj hobijev imam, bom rekel, tako. Ja, narava mi da veliko, bom rekel, tako, da se napolnim baterije, kakšen sprehod, dobri prijatelji, kakšen dober pogovor, kakšna debata o ženskah, takih tako in drugače, da se mi jih kakšne opišejo. Eni so malo sramežljivi, eni tako mi jo opišejo, a ne mi jo ne opišejo. Tako da je malo na hec narejen, kakorkoli, tako nekako. Pa vmes, da se sproščujoče tudi stezno keglam, pa bom rekel, en showdown špilam za slepe, pa tudi kakšni hribi mi niso tuji, no, bom rekel, da je 2 leti nazaj, mislim, da je bilo 2019, jaz sem na Triglav prišel, no, tako nekako. To sem uspel, tako smo šli, da sem prišel pa tudi, bom rekel, bo še kakšen hrib prišel nasprot. No, če kdo si ti dokaz za to, da ne zmorem v življenju, ne obstaja, kot si že sam omenil, kaj pa bi bilo tvoje sporočilo ljudem, ki še iščejo svojo srečo? Ja, moje sporočilo bi bilo, da naj se vsak dnev pač zahvalijo, da so živi, pa da so zdravi, pa da so odprti, bom rekel, da naj uživajo v življenju, pa da, bom rekel, veliko eni pravijo, s kavča je tako fajn, ampak tudi iz kavča se je fajn premakniti, bom rekel, vsak, bom rekel, v življenju se lahko pol ure najde, če se organizira, pa bom jaz rekel, jaz vem za cel teden plan, kaj bom ta teden delal. Recimo, če se en človek ne more pol urce na dan vzeti svojega cajta, poj sam sebe zanemarja, bom rekel, pol ure sprehoda ali pa pol ure, 10 počepov, tudi če se v stanovanju kjerkoli naredi, bom rekel, si lahko naredi, pa se olajša v življenje, no. Pač, da bo majhen fizično pripravljen, kakorkoli, samo treba iti. Eni imajo tudi izgovor vreme, ja, vreme ni izgovor, bom rekel.
vreme je, kakršno je, ti se prilagodi vremenu. Najlepša hvala, Sandi, in seveda srečno naprej tudi tebi. Hvala lepa za pogovor, veselje mi je bilo.